Pa vem, da smo dosegli smo 50,000 naročnikov, sploh ne vem, kaj reči. Iskreno, jaz sem bila toliko ziher, da bomo to dosegli nek polet, julija. Sem rekla, nekaj dobrega sem spomnila, magar gremo v Černobil, ne vem, neki. In sem mislila, da je to tako daleč. In to se je zdaj zgodilo čez noč. In jaz sem čisto v šoku in ne vem, kaj narediti. Ampak hvala vam. I am so blessed, I am so happy. I am the happiest, the proudest mama, Alien mama. Hvala vam. Pozdravljeni nazaj na Alien kanal, na kanalu Alenke Trogarlič. Kakor želite, dobrodošli tukaj prvič ali pa statič, welcome. Ponovadi govorimo o true crimih, misterijah, teorijah zarote. Danes bomo govorili o resničnem zločinu, torej o nečem, ki se je dejansko zgodil. S tem, da današnji primer ni kar en, bom čim bolj posplošila in čim bolj direktna. Ta primer je ekvivalenca ameriškega Dahmarja, samo da je tale angleški Dahmer, you know, the guy, that scary guy with glasses. Torej sem, da je tam manj poznan, čeprav je mogoče bolj bizaren, bolj krut. Tako da ja, oboje je primer serijskega morilca, ker tudi ta današnji primer, govorili bomo o Denisu Nilsonu, je ubil ogromno ljudi. Mladih moških v bistvu, pravzaprav je res zelo podobna situacija, sem da so tega Denisa Nilsona, o katerem bomo danes govorili, klicali tudi Stinky Killer ali pa angleški Dahmer. Hvala Alja, moja frendica, ki mi je za to povedala, ne vem, če to gledaš. Drugače bi ga zikr spregledala, tako kot ga veliko ljudi ne vem how. Denis Nilsen je bil rojen 23. novembra 1945, po vojni otrok. Njegov oče je bil Olaf Magnus Nilsen, bil je norveški vojak, ki je bil v času svojega dela evakuiran na Škotsko. Tako da potem tudi naš Denis izvira tukaj iz Škotske, tam je bil namreč rojen. Olaf, I know, dejansko kakor iz risanke Frozen pač, tukaj na Škotskem spoznal Elizabeth Duty White. To je bila pa njegova bodoča žena in tudi ženska, s katero je imel potem 3 otroke in eden izmed teh otrok je bil Denis. Torej Denis, Olaf mlajši in Silvija. Problem je bil edino to, da Olafa v resnici nikoli ni zanimalo, da bi se sploh poročil ali pa imel družino. To je očitno bolj samo njegovo ženo interesiralo, zato si tudi ločil že leta 1948, torej 3 leta potem, ko je bil Denis rojen. Sledilo je potem to, da je očetovsko vlogo prevzel dedek od Denisa. Ta dedek je bil pa ribič, tako res službeno, poklicno je bil ribič, ker tudi oni so se tukaj na Škotskem nahajali bliz morja. In že tukaj se začne odvijati ta bizarna Denisova zgodba in sicer pazi to, 31. oktobra, a se meni blede ali je to Halloween? To je Halloween, ne? 31. oktobra 1951 je Denis lepo doma čakal na dedka, da bo prišel iz mal daljšega ribolova. Jaz sploh ne moram verjeti, kako je do te situacije prišlo, bogi otrok sicer. In dedek ga dejansko je pričakal doma, ampak v zelo nepričakovani obliki. Namreč doma ga je pričakalo truplo od njegovega dedka. Dedka, na katerega je bil ekstremno navezan, je on enkrat lepo videl v kuhinji na pultu samo truplo. Zaradi tega, ker je tega dedka na morju zadel srčni infarkt, so ga lepo poslali domov. To je verjetno še precej časa trajalo in potem je bil tam lepo na mizi. In to je Denis videl brez kakršnekoli podlage, brez kakršnekoli razlage. Ne vem, kakšna je bila ta njegova mami točno, ampak očitno mu tega ni razložila. Denis je to samo videl. Zdaj je predstavljal ta bizaren šok za otroka. Tukaj je Denis star 6 let. In tudi pa je cela zgodba okrog Denisa, njegovih žrtev, vse vrti okrog tega in on tudi reče, da izvira od tukaj njegova neka travma oziroma sploh ne travma, ampak njegova impresioniranost nad mrtvimi stvarmi. To boste pa kasneje slišali, zakaj in kako, in je res nagraužna zgodba, zelo smrdeča, zelo oddurna, zelo ena najbolj nagraužnih ever. Ampak res moramo nadaljevati zgodbo, ker ta njegov otroštvo in mladost je fucked up. Rečeno je bilo, da potem Denis od tega momenta naprej, ko je bil pač v šoku ob temu truplu dedka, je z bratom hladen, zaprt, ni veliko komuniciral, pa nikoli ni imel konkretnega ljubečega stika z ljudmi, naprimer obremov, poljubo, petinga. On je res to po moje potreboval, kot večina res toliko še mladih otrok, in tega, če ni dobil, hočemo pozoriti, da dejansko res vpliva na otroka, tako da otrok je treba stiskati, ker pa drugače kasneje neka luknja tle nastane. Edini njegov hobi, ki je res rad počel, je to, da je hodil v pristanišče in vse čas gledal ladjice in čolne in ribiče, ko pridejo in grejo, in to je njegov najljubša stvar, ki je počel, zapiral se je v to samoto in opazoval. In enkrat, ne vem točno kaj je bilo, je on kar zabredel v vodo, ne vem kaj ga je impresioniralo, da je tip
skoraj utonil. Pa mislim v smislu, da je toliko daleč utonil, da je že izgubil čist zavest izgubil. Toliko daleč je šla ta njegova utopitev in v bistvu je najprej paničaril, ker se je le utapljal, potem pa je kar nekaj tako izgubil zavesti, pa videl svojega dedka, kako ga prihaja rešiti in se je pomiril. In od te točke naprej, ker bo spet zelo pomembno za našo današnjo zgodbo, je on spet dobil eno novo impresioniranost nad utapljanjem, nad vodo, tako da že približno lahko čutite, kaj nas čaka danes. Družina se je potem tudi preselila v vas ali mesto Strichen, Štrajchen, kako se reče, bolj v notranje Škotske, pa tudi mami si na nov poročila. Prišla je na vrsto puberteta in Nilsen je počasi spoznal, da on mogoče pa ni heteroseksualen. Ni pa vedel, ali je homoseksualen ali biseksualen, so mu všeč samo moški ali mogoče oba spola, ni bil še ziher. In kaj je on naredil glede tega, ni najbolj simpatična stvar, v bistvu je zelo nagražna stvar, ampak on je po noč v spanju se odločil šlatati brata in sestro, torej Silvijo sestro in brata Olafa mlajšega je šlatal in medtem se je Olaf zbudil njegov brat in rekel model, kaj da hek delaš, pusti me pri miru. In od takrat naprej ga je Olaf tudi veliko zabaval in ga je klical kokoš v škotščini, v slengu, ne vem, katera beseda točno je bila, ampak pomeni v bistvu kot baba, babanca, nekaj tacga. Se pri nas kokoš je tudi kao ženska, ne. Zaradi teh neprijetnih občutkov povezanih s tem, da ga je brat tako jemal, je on tudi počas se že odselil, že pri rosnih 14 se je on priključil vojaškim kadetskim silam. Njegova prva ta postaja vojaška je bila pa v Osnabrucku, nekaj tacga v Nemčiji, tako da model je bil zelo, zelo bliz nas, ampak on se tam ni počutil v redu, bil je totalno nesocializiran in da si mečkam pomagal pri tem, je ogromno pil. Postal je tako vizi alkoholik in res je na ta način želel se zbližati s temi fanti tam in tako. Vsi pač, ki smo kdaj žurali, poznamo to, da kdaj malo spomin zgubiš ali pa se zbudiš nekje, pa ne veš, kje si in kdo si in kaj de facto se dogaja s tabo in si tako skuštrana kura, njemu se je tudi to enkrat zgodilo in voila, je imel že eno novo inspiracijo nad enim novim fetišem, sicer ni bil ziher takrat, a ga je kdo kaj spolno zlorabil, a je kdo mu kaj tacga naredil, ampak ko je dobil to idejo, da je to potencialno možno, da bi ga drugi mladi fanti takrat kakorkoli spolno zlorabili, bilo njemu to perfekt ideja, nov fetiš. Jaz vam tega ne moram razložiti, zakaj mu bilo to všeč, ampak njemu so bile pač čudne stvari všeč in tako se je njegov naprej razvijal. In od te točke naprej, pazite to, je on velikrat, ko so pil, se je delal, da je zakomiral, torej se napil do onemoglosti, zaspal, ker je upal, da ga bo kdorkoli izmed te moške mlade družbe začel šlatati ali pa spolno zlorabo. On si to želel, pač mu je bil fetiš. By the way, a si ti ena izmed tistih ali pa en izmed tistih, ki hoče biti do poletja vsaj še malo bolj fit? Malo veš za dušo, da se boš počutiš malo pa zares, da dejansko nekaj narediš več. Če hočeš dobro podlago na to, prosim te, skoči na Jim Beam in se poglej, kaj vse tam imaš. Vse možne vrste proteinov, vseh možnih prehranskih dodatkov, najbolj seksi outfite, imaš kopalke, imaš opremo za telovadbo, lahko si narediš cel domači gym iz vsega, kar imajo tam. Zdravo hrano, najbolj zabavno hrano. Lejto, toliko mi noro pri njih, ki poskrbijo, da če hočemo sneke, jaz ti bojo dal sneke. Pa to je en izmed top snekov. Imaš sweet chili, navaden čis, modri sir. To vsak dan jem, ker so tako amazing, da je po 2 evra, da je noter 140 kalorij v celi vrečki, ker ni nič in od tega dobiš tako 15 gramov proteinov. Svaka jim čas, da na ta način poskrbijo za nas. In če boš karkoli kupoval, tam imaš vedno kodo Alenka 5, podpreš tudi mene s tem, ker dobim provizijo in hvala vam vsem. Leta 1967 se njegova zgodba še ful bolj zaplete, on je šel tukaj naprej v Jemen, v nek zapor Al-Mansura. Tukaj se je ful enih čudnih stvari dogajalo in med drugimi bi njega skoraj ugrabil in ubol en taksist. In kaj je naredil? Ta taksist mu je vzel zavest, ga je zaprl v prtljažnik in odpeljal. Ampak ko je taksist ta prtljažnik odprl, je bil Dennis Reddy in ga je v bistvu onesvestil s tistim dvigalom za avto, ne vem, ko že v slovenščini ta beseda. To, ko bo tle na sliki in ga je s tem stolkul in v bistvu ga je s tem predal naprej oblastem. In ko je to naredil, ker je pomembno za našo zgodbo, je to, da je dobil prav svojo sobico, kaj je bil mečkam povišen, ni bil več v eni baraki skup z drugimi fanti. In ko je tukaj sam živel, so njegove fantazije postale ekstremno tudi nekrofilne, kar pa pomeni, da je sanjal o seksu s trupli. Ja, I guess to zdaj izvira v tem, od tistega njegovega dedka, predvidevamo, lahko da ne, lahko da si to zmislil, glavno imel je to fantazijo.
Meduzijo. Druga stvar, odkje ne bi to izvirali, je pa, ko je videl sliko Meduzin splav. Tle jo bom dala, se jo lahko pogledate, ko je on to gledal, ko so gor predvedeni, so neki tudi mrliči in je on to gledal in čutno ga je ful zburjali in se je odločil, da ja, on je definitivno, njegova fantazija je nekrofilija. Druga stvar je pa, da ima pač rad moške, ker je tudi že poskusil prostitutko in on je opisal to njegovo izkušnjo s prostitutko, da je precenjena in depresivna, totalno gej. Leta 1972 se je on že upokojil iz vojske in je prišel dan nazaj v Strihand, ja, v sever Škotske in v bistvu se je naprej spet mečkrat družil z bratom na ta način, da so šla enkrat celo gledati dokumentarc o homoseksualnosti in zdaj si predstavljate 1970, 1980 je to popolnoma nesprejeto, ne v Londonu, ne na Škotskem, ne kjerkoli po svetu praktično, ampak je bilo res nesti, skrivaj se, če že to delaš, glavno res nesprejeto in so gledali ta dokumentarc in vsi drugi mladi fantje, ki so to gledali, so se temu takrat na polno posmehvali in kako je to nagravžen. Denis je pa takrat edini to zagovarjal in je rekel, da njemu se to zdi pomembno, da bi mogli imeti pravice, Takrat naprej ga je njegov brat še bolj zabaval, še bolj je bil nesti do njega in je tudi njuni mami povedal, by the way, tvoj sin Denis Nilsen je gej, to da veš. Zdaj ne vem, je to Denis priznal ali ni priznal, ampak to je med njima vzpostavljal tak konflikt, da preprosto ni hotel spet več biti doma in se spet odločil iti. Šel je v London in odločil se je biti policaj, ker je meni ful srhljivo, da je bil tak cute serijski morilc, policist na koncu, končal je to izobraževanje na akademiji, torej izvozil je akademijo in začel je obiskovati gej pube. Takrat so se začeli odpirati prvi gej pubi v tem modelu Londona. Sorry, spet sem kašljala. Se pravim, to je totalno nesprejeto, imajo pa potem že svoje kotičke in to je bilo v njemu priceless. In takrat je tudi že rekel, ok, jaz ne bom policaj in je začel biti v javni službi in sicer na zavodu za zaposlovanje, ker je bilo pa njemu idealno, ker je spoznaval ljudi, razbral je, kdo je osamljen, kdo nima nikogar, kdo ne ve, kaj bi v življenju in on jih je lahko na ta način zahakljal, je rekel, jaz ti lahko ponudim recimo flat. Ja, dejansko je spoznal enega Davida in je rekel, mi dva lahko skupaj živiva, si skupaj lahko prvoščva na Melrose Avenue, tako ful lepa ulica, ful lep del Londona, celo hišo in sta skupaj tam živela. Redko to slišimo o njemu, ampak s temu Davidom sta ful domačih filmčkov delala, mislim, da nista bila loverja, ampak razbere se iz teh filmčkov, ne vem, če bom kaj od tega najdla. I can't understand you. I ask you to start filming from the feet slowly up to the head. And you go sit, pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees at Cape Canaveral to operate a camera. Anybody can do it. Batteries had run out. That's why the camera went up the creek. Okay, fair enough. If you think you know how to use it, all you do is point it down and press a button. What are you doing switching the bloody thing on and off for? You'd never make a cameraman, you know. I'll wring his bloody neck till I catch it again. 1:10 last night. Son asleep. Twink over there, me here. What happens? Crash, bang, what? Have a look. Move the camera up there. Have a look at that. Right? Look at the state of that. Whole bloody ceiling falls down. Falls down on me for a start. Rips straight across. Hits the dog. Poor old pooch. Budgie goes up. Big row. That wakes you up as well. Great chunks. Bloody great chunks of masonry. I mean, you could kill somebody. Listen to that. And you ain't seen nothing yet. You're a big nincompoop. Oi, over here. Over here? Over here, stand up. How long do you think it'd take me to dig the garden? Don't stand there with your hand on your hip, feel like a big poof. Okay. Come on, where's my bloody tea then? Well, tea? No, it is. To, da je bil Denis do Davida ekstremno zloben, sama zloba ga je bila. Ko snema, ga on ves čas ponižuje, krega, govori, to narobe delaš, koliko si nesposoben. V glavnem, res tak nesti moški. Tako da ne vem, zakaj bi kdorkoli z njemu živel. Ta David mi tak zgleda čist bogi in hvala Bogu se na eni točki vcelil in je tudi jo odnesel s svojim življenjem. Pač tega Davida on še ni ubil. Je pa ta leta tudi definitivno spoznal Denis, da on ni za dolga konkretna razmerja, preprost ni človek za to, to je gotovo in tudi svoji mami to povedal. Žal pa zdaj napoč čas za prvo Nilsonovo žrtev. Njegov prva žrtev je bil 14-letni Stephen Holmes.
Dejansko, tako se je pisal kot Sherlock Holmes. Tako kot večino potem svojih žrtev je srečal v pubu. Ta pub se je imenoval Cricklewood Arms. Upam, da najdete pravo sliko, nisem ziher, če te pravo sliko tega puba, ampak ja, to se je zgodilo 30. decembra 1978. Holmes, kot sem rekla, je bil 14 let star in je poskušal neuspešno tam kupiti alkohol in valjda je vskočil Dennis kot njegov rešitelj in sta se tudi zaklepetala in Steven Holmes je šel potem k njemu domov, ker ga je povabil, valjda da to naprej pila in hengala in kakor veste je to 30. december in sledi 31. december in to je novo leto in nihče zdrav ne želi biti sam, očitno tudi nobenka ima oben v glavi ne želi biti sam in v tem primeru je to Dennis. Tako zelo se je bal, da bi ostal sam, da je poskrbel, da Steven res ni nikamor šel. Ko sta se zjutraj zbudila, je Dennis videl, da Steven še vedno leži v postelji in ker je bil toliko strah, da on ne bi šel dam, da ga je zadavil s kravato. Steven je potem padel v nezavest in ker je bil Dennis vedno paranoičen, da nekdo ni še čist mrtev, ga je šel potem še utapljati, v tem primeru ga je šel utapljati v vedro vode, tako da je zazihar. Naj samo pozorim, če imate kakšne slabe trebuhe, pa težko to poslušate, te stvari jo skozi bolj nagražne zdaj, ker on jim je res počel grozne stvari. Zelo tako nekrofilsko boratal. Sledil je to, da je nad njegovim mrtvim telesom masturbiral in potem, to je pa zdaj spet pečat, Dennisov pečat, je to, da je njega in še veliko naslednjih žrtev potem skril pod talne deske. Tako da vam je na tleh parket in bi imela od spod fulejnih trupel. No, to je on počel. Zato ga kličejo Stinky morilc. To truplo je bilo tukaj 8 mesecev. Po mojem mi ni treba razlagati, kako je to smrdelo in šele po 8 mesecih je bil Dennis kao, a jaz se res imam tle ful dvorišče za hišo, kaj če bi to zakopal. In ga je delno zažgal, tudi to mi ni jasno, kako ni pred smrdel sosedam in je to delno zažgal in zakopal na svojemu dvorišču. Naslednja žrtev je bil študent iz Hongkonga Andrew Hoi. On je bil en izmed redkih, ki je pobegnil, imel je to srečo, da je dojel, da ga poskuša Dennis zadaviti in je zbežal. Hvala Bogu je revež zbežal. Žal pa to tudi ni bil edin primer, ko je imel možnost nekdo nekoga prijaviti, ampak ga ni. Torej Hoi tukaj ni do obtožb proti Dennisu. Tako da se je njegov morilski pohod nadaljeval. 2 meseca pozneje smo spet v pubu, ko Dennis sreča tam kanadskega študenta. Ime mu je bilo Kenneth Ockenden. In z njim sta se zmenila, da mu bo mečkan razkazal London in londonske znamenitosti. Njiju so dejansko tudi videli skupaj, očividci so rekli, ja, da sta hodila skupaj in sta si ogledovala mest. Ko sta prišla nazaj, sta poslušala glasbo in medtem, ko je Kenneth v miru poslušal to glasbo, ga je Dennis zadavil. Tukaj je on spet nadaljeval svoje fantazije nad tem truplom in je v bistvu s tem truplom skupaj gledal televizijo, poleg tega ga je pa postavljal v najbolj nenavadne položaje. Jaz osebno nisem ziher, katere niti nisem brskala in je to vsakič potem fotografiral ali pa skiciral, risal. Ko se spet naveličal družbe tega trupla, ga je očitno malo razrezal, spet režemo v tem videu, zadnji čas se vedno vrežejo trupla in potem ga je dal v plastične vrečke in ponovno skril v podtalne deske. Torej tukaj imamo v bistvu zdaj 2 trupla. Pa še to sem pozabila povedati. Prej ga je dal v vrečke in dol od spod, ga je v celoti imel tudi pod temi deskami in dokler ni dobil nove igračke, je to truplo Kennetha 4-krat dal nazaj gor, se odločil, da je še vedno uporabno in ga je imel ob sebi. Zdaj ne vem, kaj točno vse je delal z njim, nočem vedeti detajlov, ampak 4-krat. Ga je vzel ven izpod deske in dal nazaj pod deske. Naslednja žrtev je bil Martin Duffy. On je bil v bistvu samo nič hudega sluteč štoper, ki je spet potem dobil možnost spati pri Dennisu in tukaj ga je on ponovno zadavil, tako kot večino, in tudi začel utapljati v vedru, tok da je zazihar. Ta vzorec se je ful ponavljal pri njemu. Duffyjevo telo je on tudi odnesel v kopalnico in se skupaj z njemu okopal, se pravi, on je res najrajši od vsega na svetu hengal in se družil in se imel rad s trupli. Telo tega Duffyja je on tudi poljubljal, mu je dajal komplimente in masturbiral nad njemu. Tako res. In ko je to toliko časa počel, je prišlo do točke normalno, da se je to truplo napihnilo in šele ko se je napihnilo, je rekel, ok, zdaj pa dost in ga je dal zraven drugih 2 v podtalne deske oziroma pod deske na tle. Zdaj imamo, I guess, 3 trupla vsaj. Če ste mislili, da gre tukaj na boljš, ne gre, ker po 1980 letu se je njegova aktivnost in morilska nagnjenost še bolj povečala. Pač trupel je vedno več in začele so se nabirati žuželke, mravlje, muhe so začele noter prihajati. Jaz so tukaj tudi že sosedje začeli vohati, ampak ne vem, kaj so glede tega storili. In on je to poskušal tako preprečiti, da je insekticide tukaj noter privlekel in pa začel špricati te
stvari z deodoranti. Wow. Truplo je potem tudi razkosal, zažgal in zakopal na dvorišču zadaj. To je Gas po tistih 8 mesecih začel delati od prvega trupla, če se ne motim. Oktobra 1980 je pa Nilssonov najemodajalec, torej tisti, ki mu je ta flat oddajal, je rekel, jaz bi želel to zdaj prenavljati, plus se pravi, ljudje so začeli to vohati in se je začel, čudne govorice so se širile in je Dennis takrat pogruntal, I should move, počasi se bom preselil. Je bilo pa takrat na tej točki, torej ni ljudi pod podom več, je pa očitno na vrtu full trupel, zakopanih, zažganih. Preselil se je pod strešno stanovanje na 23 Cranley Gardens v predmestju Muswell Hill. Rečeno je tudi, on si je rekel, če se bom preselil in bom sploh v taki hiši, da ni cela moja, da imam sosede, sploh če je na podstrešju, ne bo mogel toliko ubijati. Očitno je imel majčken vesti ali ga je bilo majčken strah, da bi ga ujeli, ne vem, ampak se je odločil, da pač bo tukaj bolj zanj in se dejansko za nekaj časa vzdržal, umoril in nekaj časa ni moril, ampak ne zadolgo. En japonski kuhar, ki je dejansko zbežal, ko je videl, da proti njemu prihaja Dennis s kravato, da ga bo zadavil, tako da en izmed srečnežev. Potem je tukaj še Paul Knobs. Se je zjutraj zbudil s ful rdečimi očmi in se ful slabo počutil in vrtoglavico imel in je bil shit, kaj z mano, in mu je Dennis rekel, kao, ne vem, nekaj si slab, daj pojdi k doktorju. In je šel k doktorju in mu je doktor rekel, vse znake imaš in vice ti na telesu, da te je nekdo poskušal zadaviti. In problem je tudi pri teh ljudeh in vas opozarjam, da tega ne dela, če vidite, da vam je nekdo nekaj toliko bizarnega naredil, dajte prijaviti. Jaz iskreno bi mogla marsikoga na te točke v liveu prijaviti, tako, 3-4 ljudi, glede na to, kaj so mi naredili, pa jih nisem, tako da nam preč pametna. Ampak, če te pa nekdo poskušal biti, freaking hell, zaradi tega je on še naprej imel vso možnost moriti, ker ga noben ni prijavil. Marca 1982 je potem Nilsson povabil k sebi Johna Howletta, pač na pijačo. Njega je isto začel davt, v spanju sta se še borila, ampak preprosto ni imel šans ta Howlett in je tudi potem ga še utapljal 5 minut v vedru, tako da bi zihar umrl. Je pa tukaj zanimivo, ker se čez 2 meseca zelo podobno zgodbo ponovi, ne zanimivo, ampak tragično, in sicer s Karlom Stotterjem. Ta Stotter je spal v spalni vreči in zbudil se je med tem, ko ga je Dennis pač davil. In Dennis mu je rekel, ojoj, ne, jaz sem sam prišel pogledati, ti si se zelo skoraj zadavil s svojo lastno spalno vrečo. Potem ga je Dennis odnesel v kat in ga utapljal. In potem njegovemu tradicionalnemu utapljanju je bil tokrat ziher, da je pač ta Stotter mrtev. Ampak ni bil. In kako je to zvedel? Dolgo je zraven sebe na kavč, da bosta skupaj gledala televizijo. On je bil prepričan, da bo gledal televizijo s truplom, ampak Dennis je imel tudi psa. Psu je bilo ime Blip. In Blip, bogi revež, je vse to doživljal tam. Blip ni nikoli komuniciral, ko bi rekla, nikoli ni prišel povohat, polizat trupla, ne? In tukaj je pa skočil na tega Stotterja, ker je očitno pes vsaj vedel, da je Stotter še vedno živ, tudi potem, ko ga je utapljal. 2 dni je to vse trajalo. In ta revež Stotter je ves čas prihajal k zavesti in vsakič mu je Dennis dal eno zgodbo, da pač najprej se je v vreči zadavljal, vse ostalo so bile pa nočne more ali pa njegova domišljija. Kaj? In potem mu je rekel, da ga je dal pač v mrzlo vodo, da pride k sebi od šoka, od davljanja, od spalne vreče. What the heck? No in po 2 dneh tega mu je Dennis pač rekel, boš ostal še eno noč, in je pač Stotter rekel, ne hvala, in je šel dam. Pač to ne moreš verjeti. In ta je dejansko preživel. Njegova naslednja žrtev je Graham Allen. Njega je zadavil med tem, ko je jedel omleto, ki mu je pač Dennis pripravil pri sebi doma. Allenovo truplo je potem pustil v kadi, v vodi v kadi. Ga je pustil 3 dni in potem je prosil na šihtu za 1 dan off, zato da lahko v miru to truplo končno razreže in zrihta. 26. januarja 1983 pridemo do zadnje žrtve, ki jo je ubil. Tam ima spet ful žalostno zgodbo, zaradi tega, ko je tega spet ubil in zadušil in vse to, je tudi videl povoje na njegovi roki, in ko je te povoje odvil, je spodaj videl, da se je on itak nekaj dni prej poskušal ubiti, zato ker si je porezal žile. In ful žalostno, ker potem to truplo dal v vrečke, ga je tudi zavezal te vrečke z njegovimi lastnimi povoji. Pač insane. In končno zdaj pridemo do tega, kako so našega Dennisa ujeli. 4. februarja se je Dennis pritožil nepremičninskim agentom in je rekel,
tle odtoki ne delajo, voda se je zabasala, je imela takrat cela ta hiša problem, težavo z vodovodom, ker ni požiral, nekaj se je zamašil in ta model ni bil toliko smart, da pomislil, da mogoče ima on kaj zraven, če je ne vem koliko trupel splaknil dol v tem stanovanju, v WC, v lijak, prekuhaval jih je v loncu in je potem tudi te stvari kar malo metal, kamorkoli se je spomnil in vse to konec koncev bo v odtokih, da jih je tudi v mehne plastične vrečke in jih metal v WC, In jaz pač ni važno, koliko dam bi bila, ali pa koliko čustveno nerazvita bi pomislila, da te stvari so povezane in da mogoče sem jaz kriva. Jaz v life ne bi vodovodare klicala. Tudi ne bi ubijala, da ne pomote. In ko je vodovodar prišel, je videl, da so te cevi polne nekih mini koščic in si mislil, to ste pa kar dobro zamašili, kaj ste pa jedali. In je še rekel, da je iskal, mogoče je že malo dojel, pa je rekel, Kentucky Fried Chicken, tega pa res veliko pojem in zmečem dol. Ups. Vodovodar je videl, da nima vse potrebne opreme, da bo to zrihtel, je rekel, da prije naslednji dan in ko je prišel naslednji dan za še enemu, mislim, da temu, ki je oddajal to stanovanje, je videl, da je to že vse spucano. In tukaj je vse skupaj ratalo mečkan sumljivo. In ko so šli še naprej brskati, ne samo to reči te cevi, ampak čisto dol, ker to pride ven, tam najdel cele vrečke, ki jih je on splakval tja dol. Sploh ne moram predstavljati, kako je to smrdel, ampak ko so te vrečke odprli, se je noter dejansko videl, da to niso samo kosti živali in piščanca, so bili dejansko deli, ne vem, nekje je bil vrat, noter človeški vrat in potem v vratu se je razbral, da je ta vrat nekdo davil. A si predstavljate, koliko velike kose je mogel on tu dol pošiljati, povecejo, meni to sploh ni jasen. Kaj je ta tip razmišljal? Ko so mu povedali, da to pripada ljudem, je on najprej hlinil šok, bil kako je to tja prišlo, kdo je to splaknil iz mojega stanovanja ali v tej hiši, ali pa so mu pa rekli, kje so preostanki teh trupel in tega vam do zdaj še nisem omenila, ampak on je ta trupla dajal v najbolj bizarne dele svojega stanovanja. Prejšnjič jih je dajal spodaj pod deske, zdaj pač tis, kar ni prekuhal in splaknil po WC-ju ali pa po odtokih, je spravil dobesedno tako v omaro doma, v najbolj čudne zložene položaje, eno presto, cela trupla, ali pa je dal tudi enega spodaj pod umivalnik, pod korito v kuhnji, veš, da bi se odprla tam, kar mogla biti smeti, on stlačil not truplo. In ne samo, da jih je tja stlačil, tudi skice teh je delal. Vse sem jih že mogoče pokazala, ali pa zdaj bom te skice on delal. Tukaj je bil navdušen nad tem. In mu je še rekel en policaj takrat, daj raj povej, ki je preostalo truplo, ki je bil še v upanju, da je eno truplo in takrat je Denis sam rekel, itak, kar pet za mano. Tle jeden in je začel kazati, kje so ta trupla in potem je valjda ta policaj dojel, da gre tle za neki serijsko fukjenega in je rekel, a so še kakšna trupla, ki je rekel, dolga zgodba. In je rekel, peljte me na policijsko postajo, bom tam vse povedal. In tudi je. In že med vožnjo mu je ta policaj, ali ne vem, kdo je bil v avtu, je rekel, koliko pa je kaj teh trupel. In je Denis pogledal čez okno in je rekel, nekih 15 ali pa 16. Od leta 1978. Kmalu je celoti vse priznal in jih je tudi pelal na Melrose Avenue, torej na tisto prvo lokacijo, kjer jih je večinoma zažgal in pokopal na dvorišču. Leta 1983 je Nilsen spoznan za krivega 6 umorov in enega poskusa umora. In pa obsojen na dosmrtno ječo brezpogojne kazni za 25 let, brezpogojne, ker je meni bizarno in potem hvala Bogu je nov sodnik to obnovil 1994 in mu je dal dosmrtno brez možnosti pogojnega sploh. In tudi Denis takrat rekel, to sem pričakoval, sem se že sprijaznil. Kako je možno, da smo dali kakršnokoli pogojno tle čez ne vem koliko let, kaj da model je ubil 15 folka, tudi če se jih samo 6 dokazali, mislim 6. 12. maja 2018 je Nilsen umrl zaradi zapletov po operaciji želodca v starosti 72 let. Dva psihiatra je on imel na sodišču za zagovor, da sta probala povedati, da je on čustveno bil nestabilen, da je imel en kup enih motenj in da tudi, če se je zavedal, kaj dela, se ni zavedal narave teh dejanj in bla bla bla. Potem po drugi strani je imel tožilstvo svojega psihologa, ki je rekel, da je bil on popolnoma prišteven, normalen človek, ki je bil samo tako visoko manipulativen, da je tudi vse to delal zavestno, samo da je ljudi, te moške, tako visoko objektificiral, da mu je bilo preprosto nepomembno, kaj z njimi naredi. Tako da še ful slabš. Iskreno ne vemo, pač spet, različni rezultati. Tako da to je ta današnji True Crime. Še enkrat vas spomnim na mojo Jimbin kodo Alenka5. Hvala vsakemu, ki me tudi na ta način podprete, pa z ogledi, pa z lajki, pa s komentarji, vsega sem vesela. Hvala ti še enkrat, ker si eden izmed 50 000
Alienov ali pa saj izmed tistih, če se že na naročil, ki gledaš, ko spremljaš, ko lajkaš. Zdaj pa gremo še naprej za vas, ki še TikTok posnet, pa se gledamo kmalu, pridni bote. Alien mama out.